Spoštovane, Spoštovani, prisrčno pozdravljeni. Nocoj bo pa en lep večer. Saj želimo ta večer ob 20-letnici našega zbora Latko Korošec praznovati skupaj z našimi gosti in vami, s pesmijo, besedo in radostjo v srcu. Za Slovenca ni lepšega darila, ne dražjega spomina, ne večjega veselja, kakor je domača pesem. Je misel blaženega Antona Martina Slomška. To darilo želimo danes z vami vsemi deliti. Kdor v svojem srcu nosi pesem, med ljudi prinaša vedrino, radost, gradi lepe odnose, ki pustijo sled v življenju vseh ljudi, ki jih na svoji poti sreča. Od mladih dni je bila to tudi pot našega rojaka Latka Korošca, katerega ime s ponosom nosi naš mešani pevski zbor. Moto njegovega življenja, pil bom, dokler bom živel, je zlata nit tega večera, ki povezuje nas, naše goste na odru in vas, naše drage prijatelje, lepe slovenske pesmi. Da prepevamo že 20 let, naj se že na začetku zahvalimo vsem našim zborovodjem. Gospodu Tomu Brezovarju, gospodu Klemenu Benku, gospodu Richardu Majncnu in sedanji zborovodkini, profesor Urški Magdaleni Luzar. Skupaj z nami so ta večer prijatelji Prosvetnega društva Vrhovo, ki deluje na področju kulture že 60 let in združuje vse generacije krajanov. V zadnjem času so se mladi zavihteli v sam vrh ljubiteljskega mladinskega gledališča. Društvo se povezuje z drugimi društvi v kraju in občini. Poleg delovanja na področju kulture skrbi tudi za lepše življenje v vasi Vrhovo. Latko Korošec je svojo umetniško pot začel kot igralec v drami, zato naj ta slavnostni večer prepletata pesem in žlahtna beseda gospoda Milana Goriška. Ptico boš po petju spoznal, pa človeka tudi. Ako lepo petje, tudi lepo srce ima. In kar se o človeku posamezno, se lahko vsem ljudstvu reče. Kakor ljudje pojejo, tudi na znanje dajajo, kaj veljajo. Iz obilnosti srca se usta glasijo. In kjer čednih pesmi ni, tam tudi prebivati ni veselo. Preberemo v zapisih blaženega Antona Martina Slomška. O ljuba, domača slovenska beseda in naše petje, ko jo poslušaš, se ti zdi, kot da ob tebi žubori studenček. Ob tem pa nas spomini ponese v preteklost, med naše prednike, ki so v potu svojega obraza in žuljevih rok pridelali, kar so potrebovali. Vendar pa so si kljub težkemu življenju znali poiskati čas tudi za počitek, razvedrilo, za petje, ples in razne igre. Iz vsega tega je nastala naša bogata kulturna dediščina, na katero moramo biti ponosni in se truditi, da jo ohranimo bodočim rodovom. Vse to je živa priča preteklosti in dragoceno zgodovinsko izročilo o življenju in čustvovanju naroda.
neusahljiv vrelec najčistejše lepote, ki je za narod neprecenljive vrednosti. Ustavimo si pri tem izviru in prisluhnimo. Bye.
Besedila pesmi pripovedujejo tudi o raznih običajih iz preteklosti. Žene in dekleta, zamislite si, kako v mraku nestrpno pričakujete, da se bo pod oknom zdaj oglasil vaš ljubi fant. Možje in fantje, v vas pa naj se prebudi vasovalec, ki poje pod oknom svojega dekleta, izvoljenke svojega srca. Ne pozabite pa na lojtro, da boste lahko prišli do okna, za katerim je vaše dekle. Pevci rudarskega pevskega zbora Loški glas nas poleg petja in prijateljskih vezi še posebej povezuje naš rojak Latko Korošec. Še kot kratkohlačnika ga je brat Drago, ki je takrat vodil zbor Loški glas, vzel kdaj seboj na vajo. V knjigi Na tista lepa pota Latko opiše, kako je šel peš v hudi zimi na Izlake na koncert zbora Loški glas in 2 uri gazil visok sneg. Potem pa ob prelepo zapeti pesmi: Ljubi očka, kaj si rekel, ko se kostan obleti. Čas kostanja je potekal, ali tebe očka ni. Ki ga je boleče spomnila na zgodaj preminulega očeta, trdno sklenil sebi, da bo pel, če bo le mogel. In je pel. V tej knjigi zapiše: umetnost je tisti najvišji človekov dosežek, ki sočloveka pritegne in prevzame. Je lepota in iskanje resnice. Zato resnična umetnost ne laže. Silno težko je dosegljiva. Ne da se ji kupiti z nobenim denarjem. Zbor Loški glas bo naslednje leto praznoval 90-letnico prepevanja in ustvarjanja. Radi se udeležijo vseh prireditev, na katere so povabljeni. Lepi spomini nanje jim dajejo moč za nadaljnje delo in vsak dan čakajo, da bodo mladi fantje zbrali pogum in se pridružili zboru. V pesmih je moč,
je veselje, ki lepša in daljša življenje. Kar poglejte jih, kako izgledajo pri svojih 90 letih. Rudarski pevski zbor Loški glas in njihova zborovodkinja, gospa Alenka Flere Pavlič. Zvečer se pa završki fantje zbero in na selca gredo. Pod vrhom med slivami hramček čepi, po potu mu gledajo okenca tri. Za tretjim pa Katrica spi. Saj spi, pa se precej zbudi, ko fantje svoj glas zaženo. Do okenca v temi poskuša, skoz rože prav skrito posluša, ker mamke boji se močno. A završki fantje nalašč prav glasno, po trikrat na vrh mimo hramka gredo, zdaj gredo. A završki fantje nalašč prav glasno, po trikrat počasi navzdol pripovedo.
so sladke že jagode gre, in Katrica v 20. leto. Zakaj pa bi mladi ti fantje veseli ne peli in vriskali ne? Saj trtica v sladke že jagode gre, in Katrica v 20. leto. Zagorski oktet praznuje drugo leto 40-letnico uspešnega delovanja. V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je zamenjalo kar nekaj pevcev. Številnimi koncerti po domovini in na tujem, s poustvarjanjem slovenske ljudske in umetne pesmi, dalmatinske in črnske duhovne pesmi ter klasične glasbe razveseljujejo številne ljubitelje petja. Če merimo lok človeškega življenja, so v najbolj ustvarjalnih letih, medtem ko je naš zbor ravno prišel iz najstniških let. Poleg veselja do petja pa nas z njimi povezuje še več stvari. Saj je bil med ustanovitelji Zagorskega okteta in njegov dolgoletni član tudi gospod Tomo Brezovar, naš prvi zborovodja. Sedanja umetniška vodja okteta, profesor Urška Magdalena Luzar, pa je tudi naša zborovodkinja. Ne rodimo se samo zato, da bi živeli zaradi življenja, temveč tudi zato, da so človekom delimo vse, kar nas spremlja na življenjski poti in je zato morda naše življenje bolj bogato, srečnejše in lepše. Z ljudmi ob sebi pa ne delimo samo zadovoljstva, veselja in radosti, ampak moramo deliti tudi vse ostalo, kar nas doleti v življenju. Človek se torej rodi, da bi bil ljubljen, da bi ljubil, da bi se počutil varnega in da bi dajal varno zavetje in pomoč drugim v prepričanju, da je to namen in smisel njegovega življenja. Moč za vse to pa izvira iz ljubezni, najiskrenejšega čustva, ki nas povezuje in za katerega pravijo, da vse ovire premaguje.
se Triglav razgleduje, tam deklič je moj doma. Jaz pa pojdem in pritisnem živi biser za srci. Saj ni lepšega pod soncem, kakor moje je dekle. Jaz pa rožico bom trgal in na prsi jo pripel. Rad spoznal nekje bi njega, ki to rožo mi bo vzel. Sonce zlato jo obseva in veter boža ji lase. Saj ni lepšega pod soncem, kakor moje je dekle. Sonce zlato jo obseva in veter boža ji lase. Saj ni lepšega pod soncem, kakor moje je dekle. Sem zaljubljen bil, sem k očetu šel, smem ljubiti ali ne, smem imeti dekle. Ne, tega ti ne smeš, premlad si še, če pa to storiš, od hiše greš. Bil sem žalosten, šel sem k mamici, smem ljubiti ali ne, smem imeti dekle. Ne, tega ti ne smeš, premlad si še, če pa to storiš, se pogubiš. Bil sem žalosten, šel sem k fajmoštru, smem ljubiti ali ne, smem imeti dekle. Ne, tega ti ne smeš, premlad si še, če pa to storiš, pa v pekel greš. Šel sem pred Boga, naj mi gnalo da, smem ljubiti ali ne, smem imeti dekle. Ah, menda ja je djal, se nasmejal, saj za Wolfantov sem dekleta dal. Ah, menda ja je djal, se nasmejal, saj za Wolfantov sem dekleta dal.
Dobar dan. Dober dan, Gospod- slecite se, slecite se. Dober dan, slecite se. Slecite se. Gospod doktor. Poslušajte, prišli ste v ambulanto, tukaj govorim jaz. Vi govorite samo, če vas kaj vprašam. Slecite se. Slecite se, sem rekel. V ambulanti ste. Poglejte, koliko dela imam. Vse, tudi to, vse, bo precej lažje. Jaz vam Potem bova govorila, vi se slecite. Vse. Gospod doktor. Do spodnjega perila. Do spodnjega perila. No, dajte, nimamo časa. Vdihnite. Še enkrat. Malo zadržite. Izdihnite. Še zadaj. Vdihnite. Še enkrat. Dobro. V redu, krog se obrnite. V redu. Nazaj. Reflekse. Obrnite se okrog, še to roko. Obrnite se nazaj, pokažite jezik. V redu. Kaj ste pravzaprav prišli? Zdravi ste kot dren. Prišli ste v ambulanto mimo vrste in mi jemljete dragocen čas. Po kaj ste pravzaprav prišli? Gospod doktor, se mi niste vstel, da vam povedal, jaz sem vam drve pripeljal. Pa človek Božji, zakaj pa tega nisi prej povedal? Še mi niste vstel do besede. Smo zaključili. Pojdite v ambulanto.
tistega davnega leta 1997, ko je naš zbor praznoval svojo prvo obletnico delovanja z nastopom v gasilskem domu kot Redež, so k dobremu razpoloženju veliko pripomogli takrat še zelo mladi fantje kvinteta Dori. Po številnih uspešnih nastopih v domovini in tujini jih danes zopet z veseljem pozdravljamo med nami. Izvolite. Ko so skupaj fantje, se marsikaj zgodi. Če so muzikantje, krog njih se vse vrti. Lavšajo dekline na vsako roko tri. Da domači pjevi zaškripajo zobmi. Zadnjič veselica v Zagorju je bila. Vaška lepotica je z mano plesat šla. Moji muzikantje grdo so gledali. Domači pjevi so stiskali pesti. O Marija, zgubil sem klarinet, ko grmov jaz sem jo bral, kjer je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bi bil škandal. Fanti, čujte, dajte na klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Zdaj sem čisto priden, na odru le igram. Vaške lepotice ne vzame sploh si am. Moji muzikantje me strogo pazijo. Pravijo, da špilov za stojnski dosti bo. O Marija, zgubil sem klarinet, ko grmov jaz sem jo bral, ker je nastal kraval. Kak ne reveš, iščem zdaj klarinet, saj dokler je fantov kaj, ne upam si nazaj. O Marija, zgubil je klarinet, mar bi z nami le igral, pa ne bi bil škandal. Fanti, čujte, dajte na klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Fanti, čujte, dajte na klarinet, saj za vas igrali bi, dokler se ne zdani. Ojej. Lepo pozdravljeni danes vsi tukaj v Zagorju, v lepi dvorani Delavskega doma. Tudi Dori smo danes na poseben način počaščeni, da smo lahko del tega praznovanja naših jubilantov, kajti tudi mi razmišljamo, kako hitro leta minevajo in ugotovili smo, da smo mogoče celo kakšno leto starejši, kakor je mešani pevski zbor Latko Korošec. Saj človek ne verjame, kako hitro vse takole hitro mine, vendarle pa nekaj vendarle ostaja. Ostajajo prijatelji, ostaja tudi, bom rekel, vonjamo tisto razpoloženje, ko vas takole nagovarjamo in ko danes tudi na poseben način pozdravljamo naše gostitelje, ki jim seveda voščimo še veliko moči in dobre volje pri tem, kar počnejo, ko se družijo in lepo pojejo. Namreč pesem veliko pove, tudi za tiste, ki mogoče slabše slišijo, ampak če ste takole v nas obrnjeni, potem mislim, da ne bomo več govorili z besedo, kajti lahko to povemo tudi
med notami. Ampak verjemite in zaupajte, veliko krat je bilo lepo in mi tudi verjamemo, da še bo veliko krat. Zato voščimo še naprej veliko delovne vneme in zagona tudi našim dobrim pevcem, ki nas takole danes vabijo skupaj. Vam vsem pa seveda privoščimo veliko užitkov in seveda ne pozabite, radi imamo vsi, da nas spodbujate in tudi veseli smo, tudi če kakšen klarinet Primož izgubi, se potem vse uredi in tudi klarinet se je že našel. Tudi nocoj bomo še našli marsikaj lepega, zato vam voščimo še veliko prijetnih trenutkov tukaj v naši dvorani. Hvala lepa.
Ja, takole. Hvala lepa. Mislim, da imate v Zagorju zelo pocen kurjavo, ker je zelo topel pri vam. To je zelo dobro, ampak naprej, ko sem še razmišljal, ko bi lahko povedal, da ne bi bili predolgi, no, ampak takole obletnice hitro minevajo. Tule 20 let, mi smo že tudi imeli, jaz se spomnim tistih naših začetkov, Marko je še mleko pil, jaz sem že takrat malo mešal mleko plus vodo, da sem lahko rekel tem špricer. Skratka, tako smo nadaljevali, ampak veste, imamo pa tudi eno posebno zgodbo enega našega prijatelja, veste, ko je pa pri svojih 70 letih šel prvih zdravnikov, tukaj so prej videli Urbanovca. Ampak on je pa res, je pa v bistvu ni drve pelil, ker ni nikoli kaj veliko v življenju delal, ker mu ni bilo treba, ampak šel je k zdravniku, ker ni vedel, ali je zdravnik bel, ali je plav, ali je črn, ali je zelen, on ni vedel, veste, pač tako je bilo, ne. Pa pride, je rekel, gre tako na preventivni pregled. Doktor ga pregleda, prav, ampak Jože, jaz ne morem verjeti, vi ste pri teh vaših 70 letih še popolnoma zdrav. Prav, to ne morem verjeti, koliko vam je to uspelo. Ja, je rekel, veste, gospod doktor, lete, jaz vsake jutro o 5 vstanem, dam en šnopček, je rekel, dam puško na ramo in grem lepo na jago. Ja, je rekel, dobro, ni sam to, verjetno kakšne dobre korenine ste podedovali, prav, koliko je bil, ne vem, koliko je bil, kaj vaš ata star, ko je umrl, ne. A je rekel, kdo pa rekel, da je umrl? A je rekel, še ata živi. A je rekel, že to je pa res narodno, je rekel, ata še živi. Rekel je, koliko jih pa šteje ata? Ja, je rekel, lete, moj ata jih pa šteje prav natanko 93 let. Ja, prav, to pa super, prav, pa koliko pa on do teh let? Ja, je rekel, lete, jaz pa moj ata, vsak jutro v 5 vstanema, ne, vsak en šnopček, je rekel, puško na ramo in gremo midva lepo na jago. A je rekel, pa dobro, no, prav, super, prav. Ja, koliko pa je bil pa star ata star vaš, ko je umrl? A je rekel, kdo pa rekel, da je umrl? Čak malo, a ti boš rekel, da še star ata tudi živi? Prav, ja, veš, da star ata tudi živijo, prav, 111 let jih štejejo. Prav, ne morem verjeti, prav, ja, koliko je pa star ata do teh let prišel, reče doktor. Je rekel, lete, jaz, moj ate pa moj star ate, vsak jutro v 5 vstanemo, vsak en šnopček in gremo na jago. Čakajte, malo je rekel, zdaj bo ti rekel, da človek pri 111 letih gre še zjutraj na jago. Ja, je rekel, res, zdaj zadnje 14 dni pa ni šel. Je rekel, ja, kaj je zbolel? A je rekel, ne, je rekel, ženi se. Rekel, čak, pri 111 letih se on ženi. Ja, prav, se on se še ne bi, ga pa starši silijo. Tudi kaj hudega se zgodi, naj povem, mi sin, vsakega kaj doleti. Pride čas, ko obraz kaže, da ti je zelo hudo in trpiš, se bojiš, da bo zavidno tako. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle so. Kakoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da še ti bo lepo. Dan se bi, dobro vem, eni zavidno odhajajo, vsaka pot se konča, treba jo vzeti slovo. Pride čas za vse nas, ko le spomini ostajajo, to boli, saj se zdi, da lepi ni več ne bo. Življenju se hitro vse obrne, veselje tja se vrne, kjer solze tekle so. Karkoli že je, ti ne obupaj, verjemi in zaupaj, da
Ob priložnostih, kot je današnja, se podeljujejo razna priznanja. In tudi danes bo tako. Priznanja oziroma Galusove značke bo podelila predsednica sveta območne izpostave za ljubiteljske dejavnosti Zagorje ob Savi, gospa Marjana Mlinarič-Pikl, in jo vabim, da se nam pridruži na odru. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi ugotovitvenega sklepa o podelitvi jubilejnih značk sklada, ki ga je podala JSKD območna izpostava Zagorje ob Savi, podeljuje pevkam in pevcem mešanega pevskega zbora Latko Korošec ob 20-letnici delovanja naslednje Galusove značke. Bronasto Galusovo značko prejmejo Slavi Škorja in Marko Vrtačnik. Srebrno Galusovo značko prejmejo Marija Škrabar, Cvetka Renko, Slavi Zupančič, Terezija Vetršek in Marta Živko. Zlato Galusovo značko prejmejo Marija Maksimovič, Valerija Peček, Marinka Simončič, Olga Likar, Marta Guček, Dragica Psaren, Mira Rink, Viktor Žibert in Urška M. Luzar. Častno Galusovo značko prejmejo Marjeta Gomboc, Majda Podlogar, Olga Pograjec, Tiljana Steban, Stanka Ravnikar, Janez Skrinjar, Lado Ravnikar, Franc Kos, Marjan Tomše, Jože Pograjec, Stane Simončič, Zdravko Hace in Brane Trdin.
Območna izpostava sklada občine Zagorje ob Savi pa ob tej priložnosti mešanemu pevskemu zboru Latko Korošec Zagorje za 20-letno delovanje podeljuje posebno jubilejno priznanje. Prosim predsednika, gospoda Skrinjarja, da to priznanje prevzame. Dovolite mi pa, da izkoristim še to priložnost, ker sem ravno na odru, da še v imenu pihalnega orkestra Sveja Zagorje prav lepo pozdravim vse pevke in pevce in vam zaželim ob tem lepem jubileju še veliko, veliko nadaljnjih let vašega prijetnega sodelovanja, druženja, predvsem pa, da nadaljujete to vašo ljubezen do petja domače slovenske pesmi. Čestitke. Seveda se pevci želimo tudi zahvaliti naši prijateljici Marjani za eno rožico. Z veseljem pozdravljam med nami tudi gospoda župana in ga prosim, da se nam pridruži na odru in nam pove kako spodbudno besedo. Spoštovani predsednik, gospod Janez Skrinar, spoštovane moje, naši pevke, pevci, spoštovana zborovodkinja, gospa Urška, spoštovani gostje, moje občanke in občani občine Zagorje ob Savi. Seveda 20 let je malo za človeka, seveda je pa veliko za pevski zbor Latka Korošca, kajti tukaj ne gre za skupino, ki bi jih družila kakšna materialna dobrina, ampak jih druži slovenska pesem, druži jih prijateljstvo, druži jih Latko Korošec. Jaz sem vesel in ponosen, da v Zagorju se pohvalimo z našim opernim pevcem, kajti imamo spominsko sobo Latka Korošca, imamo pevski zbor, ki nas druži na vseh kulturnih prireditvah in ravno v lanskem letu, ko smo obnovili tudi mestno jedro, smo tudi postavili spomenik v samem mestnem jedru in s tem pokazali, da spoštujemo svojo preteklost, da lahko ustvarjamo sedanjost in svojo prihodnost. Jaz sem vesel in ponosen, da stojite za mano, da me podpirate, kajti večkrat me vprašajo, kdo stoji za mano, to so pevke in pevci, ljudje, ki vejo, kdo so in kaj želijo, in tudi vi, ki tako številčno sodeležujete naših dogodkov v Zagorski dolini. Jaz vam lahko obljubim, dobili ste že Grumovo priznanje, tudi moralno in finančno smo vas podpirali in bomo tudi v prihodnje. Želim vam še naprej uspešno delo, uspešno sodelovanje in v Zagorju imamo lepo, lepše Zagorje, med pevci pa obstajajo pevke in pevci, lepe, lepše in Latko Korošec, pevski zbor. Še enkrat čestitke in naprej uspešno. Hvala gospodu županu Matjažu Švaganu za prijazne besede. Sedaj pa povabimo še ostale goste, ki bi želeli čestitati zboru ob njegovem jubileju.
Čestitkam in vsem dobrim željam se pridružuje tudi Obrtno-podjetniška zbornica Zagorje, ker člani mešanega pevskega zbora pridno vadijo. Pravijo, kdor poje, zlo ne misli. Zato jim želimo v prihodnje še veliko petja in dobrih misli. Spoštovane pevke, pevci, v imenu Zagorskega okteta vam čestitamo za vaš jubilej in vam želimo še veliko petja in lepe glasove v naslednjih letih. Čestitkam ob 20-letnici mešanega pevskega zbora Latko Korošec se pridružujemo tudi pevci Loškega glasu. Željo, da tudi v bodoče tako lepo prepevate in s tem dajete kulturni utrip življenja v naši občini Zagorski, seveda in pa tudi izven nje. Veste, tudi jaz sem poznal Latka Korošca, bila sva prijatelja, in sem ga ocenil kot skromnega in poštenega človeka. Več kot 15 let je bil podpredsednik Loškega glasu. Organiziral nam je številne nastope s pomočjo seveda prijatelja Kreseta, širom Slovenije, pa tudi v zamejstvu. Sam je sodeloval v programu, s svojimi solističnimi točkami razveseljeval občinstvo in navsezadnje je tudi povezoval program. Veseli in ponosni smo bili pevci na njega. Posebno še, ko nikoli ni pozabil povedati, odkot prihaja, namreč da je Zagorjan in da ljubi slovensko pesem, ter da je zrasel v knapovskem okolju. Ponosni smo tudi danes, pevci Loškega glasu, na naše slavljence, ki tako ponosno in pokončno nosijo ime in priimek tega velikega Zagorjana in seveda svetovno znanega pevca Latka Korošca. Tukaj imam za videti skromno, ne? Ampak not je pa veliko. Notri je namreč izjetkan miniaturni lik Latka Korošca in želim, da še do mnoga leta hodite pod zastavo, ki jo imate z Latkom Korošcem. Še enkrat iskrene čestitke, tudi v imenu naše dirigentke Lenke Flere Pavlič. Hvala. Lepo pozdravljeni, dragi slavljenci. Tudi naša skupina, ženski zbor Klasek iz Izlak, vam prav lepo čestita za vas lepi jubilej in vam želimo še mnogo zdravih grl, lepega stasa in dobre volje še naprej. Iskrene čestitke. Drage pevke, pevci, spoštovana zborovodkinja. Nocoj smo se zbrali vsi tisti, ki bi radi z vami veselje delili, vam čestitali in srečo zaželeli. Tudi pevke,
in zborovodkinja ženskega pevskega zbora Ajda, Društva upokojencev Trbovlje, vam želimo srečno in uspešno na zborovski poti. Srečno. Jaz bom pa nadaljeval tam, ker je moja predhodnica končala. Moški pevski zbor Društva upokojencev Trbovlje je tudi nocoj prisoten na vaši obletnici, jubilejni obletnici vašega zbora. Spoštovana zborovodkinja, spoštovani predsednik, drage pevke in dragi pevci. Iskrene čestitke od našega zbora, našega zborovodje Miha Hercoga. Želimo vam še 5-krat tukle, ko gor piše. To bo prvih 100 let, pol pa začnite na novo. Vesel, ko jasna je planina, ognjen, ko naših brd sovina, mehak, ko sveta lipa v vasi, krepak, ko stari hrast na krasi, iskreno čist, kot bistra Sava, vse stanovit, kot sklad Triglava, in vrl, kakor belšice jeklenec, tak bil, tak je in bo Slovenec, je povedal že zdavnaj tega Janez Mencinger. Veje širi do
vabim vas na ohcet. Ne vem še sicer, kdaj in kje bo, ker ta bodoča, ta mlada, fantemu očetu prav nič pogodu ni. Fant si tega ne žene preveč k srcu. Pravi, da bo svoje dekle peljal na Roblek, kjer bo svojo ljubco užival. Mi pa jo bomo sedaj s pevci, še preden se bosta vzela, obiskali. Da smo jubilejni koncert ob 20-letnici delovanja našega zbora lahko na tako lep način izvedli, naj se sedaj zahvalim vsem sponzorjem. To so Občina Zagorje ob Savi, Območna obrtno-podjetniška zbornica Zagorje, Javni sklad za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Zagorje, Gasilska zveza Zagorje, Kumplaz d.o. Zagorje, Jendger d.o. Zagorje, Gostinsko podjetje Trojane, Simodel Simončič Bojan SP Zagorje, Jereb Rajko SP Zagorje, Skrinjar Andrej SP Zagorje, Vitago d.o. Zagorje, Cvetličarna Lenarčič Zagorje, Servis Gričar d.o. Zagorje, EVJ Elektroprom d.o. Kisovec, Violeta Žibert SP Podkum,
Strugarstvo Baš Matej SP Podkum, Fortuna Pil d.o. Trbovlje, Radeče Papir Nova d.o. Radeče in Bojana Deželak SP Laško. Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Posebna zahvala pa gre naši Botrci, območno obrtno podjetniški zbornici Zagorje ob Savi, ki nam že 16 let prijazno nudi streho nad glavo. Prosim gospoda Jožeta, da pristopi malo bližje. Draga Urška, čeprav smo v 20 letih in smo se že kar malo postarali, pa smo se s tvojim prihodom pred dobrimi 3 leti kar pomladili. Saj ti odsevaš mladost, ambicioznost, strokovnost in, kar je najpomembnejše, predanost zborovskemu petju. Urška, hvala, da si nas sprejela kot svoj izziv, saj praviš, da se tudi iz malo starejših grl da izvabiti spodobne glasove, za kar pa se je treba zelo potruditi in vaditi. Kot vsak zbor ima tudi naš zbor svojega predsednika. Janez Skrinjar, Urbanovčev Janez, ja, ta je naš dolgoletni predsednik. Funkcijo predsednika zbora je izpustil iz rok samo za en 4-letni mandat, ko je zboru uspešno predsedovala gospa Jožica Sotenšek. Dragi naš predsednik, prosim, če pridete malo bližje. Večji del organizacijskega bremena pade na predsednikova ramena. Tako je ob neki priliki zapisala naša pevka Marinka. Nihče ne ve, koliko vrat je potrebno odpreti, koliko telefonskih pogovorov opraviti, koliko pikrih preslišati. Za ves trud in prizadevanje še enkrat iskrena hvala. Velika zahvala pa gre tudi gospe Majdi Skrinjar za dolgoletno požrtvovalno delo, ki ga opravlja kot tajnica zbora. Z velikim veseljem pa med nami pozdravljamo tudi hčerko gospoda Latka Korošca, gospo Manjo Iškrič in vse ostale prisotne sorodnike.
Naš prvi zborovodja, gospod Tomo Brezovar, nas je naučil tudi njemu posebej ljubo pesem Kje so tiste stezice. Vsi poznamo to pesem, zato vas vse, posebej še vse nekdanje člane našega zbora, povabim, da jo skupaj zapojemo. Po naslednji skupni pesmi, ki jo bomo zapeli z našimi gosti na odru in ob vaši pomoči v dvorani, pa ste prav vsi povabljeni na druženje v avlo Delavskega doma.
Hvala za prijeten in lep večer, ki ste nam ga vsi polepšali. Zdaj pa prosim gospoda Milana, da nam z lepo besedo pospremi, vse vas pa seveda še enkrat lepo povabim na druženje v avlo Delavskega doma. Prav gotovo ste že v družbi peli, bili veseli, veliko lepega si zaželeli, se ob petju razvedrili in srce z radostjo napolnili. Zdaj prišli ste v družbo drugo. Mešani pevski zbor Latko Korošec proslavlja obletnico. Ko pevci pesmi življenje vdahnejo, ko ubrani glasovi se skupaj oglasijo, prav lepo melodijo vam zapojejo. In ko se bo program končal, ko boste z aplavzom nastopajoče nagradili, dvorano zapustili, domov se napotili, v mislih in srcih melodije pesmi nosili, upamo, da vam bo lepo, da se boste veselili. Kaj pa pevci? Ti se bodo potem zbrali in se pogovorili. Ne. Pevci povedo si vse z melodijo, s pesmijo, ki vre jim iz srca. Besede ni, s katero bi lahko se reklo, kaj čutiš, ko poje se, ko radost ali žalost prevzameta te. Vse s pesmijo se lahko pove. Zato, predragi moji, le pojte, zapojte s pevci in srečno tudi vaše bo srce. Pravijo, da so vse dobre stvari tri. Pa naj bo še enkrat, imejmo se radi in pesem naj druži nas.